Selektor Aci Flijanič, za vami je zadnja tekma na prvenstvu v Južni Koreji. Na koncu ste se spopadli s Severno Korejo, poraz 2-4. S kakšnimi občutki ste videli to tekmo? S kakšnimi občutki? Nisem ne jezen, ne razočaran. Malo mi je pa žal, ko smo imeli priliko, pa jo nismo izkoristili. Je mogoče temu botrovala utrujenost, navsezadnje 5 tekem v 7 dneh, na visoki ravni, višji, kot smo jo navajeni v državnem prvenstvu? Ja, prav gotovo. Takega tempa naše punce ne igrajo čez celo leto. Pravzaprav se srečajo s tem samo enkrat na leto, tiste, ki so v reprezentanci, in prav gotovo je to za njih nekaj, ne bom rekel novega, ampak precej utrujajoča izkušnja. Kako bi sedaj potegnili črto pod tekmovanje, pa če primerjate z lansko sezono, ko smo tekmovali na Bledu? Če primerjam z lansko sezono, bom rekel, da smo naredili en velik napredek. Glede na to, da je kar 8 igralk novih od lani, v glavnem same mlade, in s takim pristopom, s takim odnosom do igre in s tako voljo, razen tega so se pa tudi v teh parih dneh, ko smo bili skupaj na pripravah, pa zdaj na prvenstvu, toliko naučile in to tudi pokazale na igrišču, sem jaz več kot zadovoljen. Omenili ste priprave, ste bili zadovoljni s tem, kar ste naredili že pred odhodom v Južno Korejo? Ja, prav gotovo. Mislim, da smo se v tistih parih dneh dobro pripravili, predvsem taktično, fizično se pač ne moremo. To je stvar celoletnega dela, predvsem v klubih in v reprezentancih pač to ne moramo pripraviti. Mi jim lahko samo svetujemo, jih spodbujamo, da se pripravljajo celo sezono, ampak vemo, kako je naše prvenstvo, igramo enkrat na 3 tedne, ali pa še to ne. In ko prijemo na tako prvenstvo, je to tudi malo šoka za punce. Vendar, med pripravami smo naredili veliko, postavili smo nov sistem igranja, ki se je izkazal za dober. Praktično smo z vsemi reprezentancami, ki smo se srečali lansko let, saj prepolovili lanske rezultate, če ne še zmanjšali to razliko, tako da sem jaz zadovoljen. Zdaj pa še neka ocena prizorišča. Čez nekih 300 dni bodo tu potekale olimpijske igre. V tem tednu so se Korejci kaj naučili, smo jim pomagali pri organizaciji? Za Korejce ne vem, za nas je bilo pa to drug svet. V pogojih, v kakršnih mi delamo in igramo, pa v primerjavi s tem, kar je tukaj vse od garderobe do samega igrišča, dvoran, se pravim, to je drug svet in vesel sem, da so punce to vzele kot pozitivno in se tega niso ustrašile in jih to ni zmedlo in so odigrale prvenstvo po svojih najboljših močeh. Kje smo trenutno, kje je ženski slovenski hokej? Kako vi gledate na trenutno stanje, kako gledate na prihodnost? Trenutno stanje mislim, da smo celo z reprezentanco celo pred našimi pogoji in smo verjetno dosti več naredimo, kakor bi pa nekdo drug v takih pogojih, v katerih delamo. Prihodnost naša je v ženskega hokeja, kaj pa vem, imamo nekaj nedarenih deklet zadaj, vendar je treba tudi vedeti, da imamo nekaj starejših punc, ki bojo nehale ali pa saj za kakšno sezono prekinile, kakšna bo mamica, tako ni pa zadaj, ne vem, da bi rekel, vojska deklet, ki bi čakale na vstop v reprezentanco. Tukaj bomo mogli narediti vsi skupaj, zveza in klubi, še precej in vložiti en velik napor, da bomo, ne rečem,
prebili ta stereotip, ki vlada še vedno v Sloveniji, da hokej ni za punce. Ko nam bo to uspelo, potem bomo res naredili en korak naprej, ker vidimo, da naše punce so za hokej. Imajo rade hokej. In ko bomo, se pravim, ta korak naredili naprej, bo tudi reprezentanca naredila velik korak naprej. Hvala. Prosim.